Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Ja, kot pravi Agata, prehod sodobnih družb v digitalno stvarnost zastavlja veliko vprašanj tudi družboslovnim in humanističnim raziskovalcem, med njimi zlasti snovalcem znanstvenih obravnav biografskih vsebin. Raznovrstne spletne biografske platforme brez neodvisnih uredniških odborov ter vpliv družabnih omrežij, ki uporabnike, kot vemo, silijo, spodbujajo k zaverovanosti v svoje lastne svetove in biografije, počasi vztrajno preoblikuje tudi mesto, pomen in naravo biografskih študij. Novi pomeni biografije v digitalnih družbah postavljajo pred tiste, ki smo tradicionalni pisci biografskih vsebin, okrepljeno zahtevo o ohranjanju znanstvenih standardov na področju biografskih študij, torej takšnih, ki temeljijo na metodologiji, ki je uveljavljena na polju raziskav v humanistiki. Znanstveni standardi na polju biografike so pomembni tako z vidika leksikografije kot z vidika umeščanja osebnosti v prostor in čas. No, prvi del monografije tako zavzemajo poglavja, ki preizprašujejo odnos posameznikov in družb do digitalne stvarnosti. O tej temi so pisali sociolog kulture Primož Krašovec, pa psiholog Nenad Čuš-Babič, pa filozof Peter Klepec. Sledijo poglavja, ki tematizirajo odnos drugih humanističnih ved do biografskih vsebin. O tej temi je pisala literarna zgodovinarka Irena Avsenik-Nabergoj, pa etnologinja Maja Godina-Golja. Medtem ko je zadnji del monografije namenjen poglavjem, ki tematizirajo pomen in naravo biografije v posameznih zgodovinskih obdobjih. Avtorji so Neža Zajc, pa zgodovinarji Aleksandra Gačič, Jure Gašparič in Božo Repe. Sama sem pisala o biografiji v kazenskih spisih, Petra Testenko-Rempa pa o mestu žensk v biografiji. No, knjiga, ki je pred nami, je le zadnja v seriji monografij biografskih študij, ki so podporno okolje pri nastajanju novega slovenskega biografskega leksikona kot nacionalnega biografskega leksikona. Govorimo pa o monografijah Usode prve svetovne vojne iz leta 2015, Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo iz leta 2017, Mariborske osebnosti 2018, Osebnosti slovenskega gledališča 2019. Pravkar nastaja monografija Osebnosti slovenske medicine, v prihodnjem letu pa sem načrtovala raziskovanje osebnosti slovenskega novinarstva. Vendar je Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost v teh dneh ukinila raziskovalni program biografije mentalitete epohe, ki je potekal na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Zakaj je to pomembno za slovensko javnost? S tem ni samo prekinjeno več desetletno delo na področju slovenske biografike, temveč pomeni ukinitev programa, konec sistematičnega znanstvenega raziskovanja biografskih študij v slovenskem prostoru. S tem, ko se slovenska nacionalna skupnost očitno zadovoljuje z wikipedijsko obravnavo biografike, pa je bila na dobeseden in neverjetno ažuren način udejanjena izhodiščna teza tele knjige o spremenjeni vlogi, pomenih in naravi biografije na prehodu v digitalnost. Lepa hvala.